kot smo že slišali, je resnico o tem zakonu prostodušno povedal sedajni generalni direktor Direktorata za srednje šolstvo in višje šolstvo pri izobraževanju odraslih, ko je v Odmevih 2. februarja dejal, da s tem zakonom pravzaprav varčujemo. Varčujemo torej pri prehrani in to pri dijaški, srednješolski prehrani, ki je bila, verjetno smo uvedli ta zakon pred dobrim letom in pol, najslabše urejena prehrana v celotni šolski vertikali. Dijaki so se prehranjevali v večini primerov iz raznih hranomatov, hitre prehrane in tako naprej. In naš namen takrat je bil, da uredimo najprej srednješolsko prehrano, na to so nas opozarjali tudi razne raziskave Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in predvsem Inštituta za varovanje zdravja, ki je delal razne analize in ugotavljal, da se dijaki prehranjujejo izredno nezdravo. Takrat, ko smo ta zakon pripravljali, se spomnim, da ga je s stisnjenimi zobmi podprl tudi Štrukelj, se pravi predsednik SVIZ-a. Če zdaj, ko so dijaki prinesli 22.000 podpisov ministru, ne slišimo niti besede, da bi te dijake podprl. Čeprav je tudi podpiral, ko smo sprejeli zakon ZOPFI, osnovni zakon, takrat dijake, ko smo jim podeljevali drugačno vlogo v svetih zavodov. Predvsem bi pa rad povedal, kako konkretno poteka na eni izmed šol, torej na šoli, kjer poučujem, vsak dan razdeljevanje toplih obrokov. Učim na šoli z več kot 3000 dijaki. Vsako jutro, zjutraj, ko pridemo v razred in ko pridejo drugi profesori v razred, evidentirajo dijake, ki bodo tisti dan malicali, da ne sprašujemo, kdo bo malical, ampak vprašamo, koga tisti dan ni. Kar pomeni, da vsi malicajo, razen tistih seveda, ki jih tisti dan ni in tisti tudi niso upravičeni do subvencije. To moramo seveda narediti, ker potem to evidenco oddamo v kuhinjo, da vejo, koliko bodo potem teh malic pripravili. Ukinjamo torej nekaj, kar je zelo dobro sprejeto, kar je tako rekoč na večini šol že utečeno. Vsaj na šolah, na veliko šolah, ki jih tudi sam zelo dobro poznam. Kako na naši šoli poteka konkretno s 3000 in več dijaki to malicanje? Ker je v okviru šolskega centra več šol, malica ena šola po 3. šolski uri, druga po 4., tretja po 5. šolski uri, 45 minut in dijaki so vsak dan v šoli med 7:10 in 13:45, toliko kot so bili v šoli prej, predno je malica bila, topla malica sploh uvedena. Ko se postavijo v vrsto, vzamejo pladenj, vzamejo normalne krožnike, nekakšne plastične, vzamejo pribor, gredo v vrsto, dobijo obrok, se usedejo v lepo pripravljeni jedilnici, pojedo, profesori dežuramo, dijake opozarjamo, da jedo kulturno in ko pojedo, oddajo pribor v posebno skledo, krožnike posebej in zopet pladenj posebej. Kakšni so jedilniki? Na naši šoli dokaj pestri, 5000 dijaki je najbrž ta pestrost lahko malo manjša, kot je lahko na neki drugi šoli, kjer je dijakov manj. Naj naštejem, kaj jedo, makarone, krompir, ribo, zrezek in tako naprej. Skratka, dovolj pestra prehrana, vključno z sadjem in tudi jogurti. Kot sem že dejal, profesori opozarjamo, ko smo dežurni 2 na dan, pri posamezni šoli opozarjamo dijake, da se prehranjujejo kulturno in da kulturno potem odložijo vso zadevo tja, kamor to spada. Hkrati pa s profesori dežurajo tudi včasih dijaki in to tisti dijaki, ki imajo alternativne vzgojne ukrepe. Tudi to vemo, da je v srednji šoli mogoče. Na koncu ugotavljamo, da gre zelo malo hrane v nič, ker na začetku opozarjamo tudi dijake, da če misli, da ne bo jedel, naj ne gre po prehrano. Poznam pa tudi še bolje organizirane šole. To so šole, ki imajo
naprej tedenski jedilnik, ko se morajo dijaki naprej prijavljati, za teden naprej, ko se morajo odjavljati v določenem času in tako naprej. Skratka, zelo je odvisno od posameznega ravnatelja, ki zna, ki je sposoben organizirati šolsko prehrano tako, da ta poteka na čim bolj kulturen, normalen način. Naj zaključim, skratka, bolje kot da zmanjšujemo subvencijo za dijaško prehrano, bi bilo, da poskuša ministrstvo vplivati na šole, da še bolje organizirajo ta topli obrok, da bo šlo še manj hrane v nič, da odpravijo čim več ovir za ta kakovostni topel obrok. Zato smo v zakonu, ki sedaj še velja, določili tudi neko prehodno obdobje, v katerem naj se šole organizirajo in popravijo tiste stvari, da bo potem to prehranjevanje čim boljše. In hkrati bi bilo dobro, da vsi poskušamo vzgajati otroke vsak dan, ko smo dežurni in tudi drugače, na ta zdrav, raznovrsten obrok, ki ga je dijak deležen v osnovni šoli, saj ugotavljamo, da je ogromno večino dijakov. Pri novem zakonu lahko predvidevamo, da bo zmanjševanje subvencije marsikoga zopet napotilo nazaj na razno nezdravo hitro prehrano, sendviče in tako naprej.